Gospod Ume, kako gledate zdaj vi na te izjave osumljenega umora, ki pravi, da Stefani ni hotel ubiti, da jo je ljubil, odvetnica pravi, da ima ves čas solzne oči, da je do boja prišlo po hudem prepiru med njima, a da osumljenec ves čas poudarja, da je ni želel ubiti. Na kaj kaže vse te izjave? Glede na to, kako je ravnal po tem tragičnem dogodku, je res možno, da jo ni hotel ubiti, da ni načrtoval umora, ampak da je šlo za uboj. Torej, nekaj iz močnih čustev, verjetno jeze, je storil in v tistem času je možno, moram reči, da se niti ni zavedal tega, kaj je naredil. Potem ga je pa zagrbila panika in naredil je mnogo napak, ki jih ne bi bilo, naprimer, če bi umor načrtoval. A je to potem tudi to dejstvo, ker zdaj osumljeni za umor Stefani naj bi na zaslišanju ponavljal, da je skrivanje njenega trupla storil v popolnem transu. Ali na to kaže lahko to, da tega ni načrtoval in da potrjuje to tezo, da je morda to na mah storil in tako naprej? No, potem se je moral že zavedati, kaj je naredil. To je po umoru in je moral pač spet v paniki nekaj narediti. In kako je sicer dal truplo v kovček, mi ni popolnoma jasno. In mi pa je jasno, zakaj je zažgal avto. Zakaj? Ja, zato ker je domneval, ali pa saj vedel je, ker je imel tudi varnostnik in verjetno je bil tudi šolan varnostnik, je moral imeti licenco, da je v avtu pustil sledi. In če so najdli sledi krvi že v stanovanju, so prav gotovo bi našli sledi tudi v avtu. Če ga pa zažgeš, potem pa teh sledi ni. Torej, on se je moral tega zavedati. Torej, jaz ne verjamem več, da je potem delal to vse kot v transu. Potem je to delal nekako premišljeno, da bi rešil sebe. Še zmeri pa pravzaprav nekako neodgovorno, nespametno v tem smislu. Ja. Ampak osumljeni je Stefani zasledoval, ampak in ves čas zdaj pravi, da je Stefani neizmerno ljubil in da jo še vedno ljubi. Kako grejo zdaj vse te izjave skupaj in ob takih primerih se postavlja vprašanje, a je to ljubosumje res lahko tako veliko, da premaga to ljubezen, da potem moški ali kdo drug nekoga umori, ki ga ljubi? Ja, lahko gre skupaj. Če bi si malo zamislili, kakšna je njegova osebnost, to je bil privlačen moški, precej samoljuben, zagledan malo vase, torej narcistična osebnost in verjetno tudi sociopatskimi nekimi lastnosti, ker drugače ne predstavljam, da bi kaj takega lahko naredil. No, ampak to je kar tipično za zavrnjene ljubimce, da govorijo vse skozi v ljubezni, in če so zavrnjeni od partnerja, potem nekako počutijo kot žrtve in so užaljeni, njihovo samoljubje je užaljeno in potem lahko storijo tudi nekaj, kar mogoče ne bi niti mislili storiti. Ja, že govorijo si, jo bom ubil, ne vem kaj še vse, ampak veliko je takih, ki to govorijo, malo je pa takih, ki to storijo. No, samo ob tem tednu, pravzaprav nasilju nad ženskami, ali pa kaj je posvečen nasilju nad ženskami, moram povedati, da je naprimer približno 5 do 7 tudi femicidov tudi pri nas, podobne v Sloveniji, podobne narave, največ jih je pa bi bilo v času covida, takrat je pa naraslo število 10. Torej, tu ni nič tako nemogočega, da ljudje to storijo. Zdi se mi pa, da o tem umoru govorijo pravzaprav zato, ker je bila to njegovo dekle model in influencerka, znana predvsej, kar se je dogajalo med dvema državama in tako naprej.
bolj tak filmski scenarij je kot pa kaj drugega. In zato zadevo odmeva tudi drugot. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Prosim.